Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnja pravljica je pravljica presenečenja. Poklanjam jo deklici Amini, ki ravno danes, 20. januarja leta 2026, praznuje svoj 7. rojstni dan. Draga Amina, vse najboljše in najlepše. Naj bodo tvoji dnevi polni veselja, radovednih odkritij, toplih objemov ter najlepših trenutkov s tvojimi najdražjimi. Prisluhnili bomo čudoviti zgodbi, v kateri bomo spoznali medvedka, ki ima veliko vprašanj za svojo mamico, a v srcu majhno skrb. Sprašuje se namreč, kako močna je mamina ljubezen. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici za slavljenko Amino z naslovom Me boš vseeno imela rada. Mali medvedek med igro strga svoj jopič. Ojoj, mami bo huda. Mamica je ves dan pridno delala in je utrujena. Ti nerodati, kaj si pa počel? Daj mi jopič, zašila ga bom. Medvedek je žalosten. Kaj ti pa je? Ga vpraša mami, ko išče pravo barvo sukanca. Žal mi je, ker sem strgal jopič. Me imaš vseeno rada? Seveda, sine. Le zakaj te zaradi tega ne bi imela več rada? Ko se mama medvedka z majhnimi šivi loti krpanja, medvedek navdušeno brska po njeni škatli za šivanje. Kaj pa, če bi strgal vse svoje obleke? Bi me imela še vedno rada? Bila bi zelo slabe volje, vendar bi te imela še vedno rada. Mali kosmatinček se že bolje počuti. Iz pisanih gumbov naredi hišico. Potem vpraša. Če v šoli ne bi bil priden in bi dobil slabo spričevalo, bi me imela vseeno še vedno rada? Bila bi zelo razočarana, vendar bi te imela še vedno rada, odgovori mamica. Kaj pa, če bi bil zares poreden in bi skakal po postelji in jo polomil in bi po hiši vse razmetal? Bi me imela še vedno rada? Zelo bi bila razburjena in jezna in bi te poskušala ustaviti, vendar bi te imela še vedno rada. Mami, kaj pa, če bi bil ogromen in grd in zelen in poln bolh? No, to bi bilo pa že malo drugače, se zasmeje mama. Medvedek vztraja. Bo že videla. Nekega dne me ne boš več imela rada. Motiš se, ljubček. Vedno boš moj mali medvedek in vedno te bom imela rada, naj se zgodi karkoli. Medvedek še ni čisto prepričan. Kaj pa, če te nekoč jaz ne bom imel več rad? Potem bom zelo, zelo žalostna in bom jokala, vendar te bom imela še vedno rada. Nekaj medvedka še kar skrbi, vendar si ne upa vprašati. Molče gleda v tla in brca gumbe, nazadnje se le opogumi. Kaj pa, če boš umrla?
Mama medvedka neha šivati in pogleda sinčka. Joj, to je težko vprašanje. Vendar mislim, da te bom tudi takrat še vedno imela rada. Kako bom pa to vedel? Vpraša mali medvedek. Ko boš čutil, kako ti topel vetrič nežno mrši kožušček, ko boš videl potok, ki se lesketa v sončni svetlobi, in ko boš slišal ptice, ki bodo letele nad teboj, boš globoko v svojem srčku vedel, da sem še vedno s teboj in da te imam rada. Ampak zdaj sem še tu in še nisem umrla. Mali medvedek zleze k mamici in se stisne v njeno naročje. Nenadoma pa poskoči in oddrvi po sobi, hitro, hitreje in še hitreje, in brni in hrumi in ropota kot letalo. Daj no mir, navihanček, se smeje mama. Medvedek se ustavi in zavpije. Kaj pa, če nočem, da me imaš vedno rada? Mama medvedka pogleda zakrpani jopič. Ah, počakala bom, da si boš premislil, saj ne bo dolgo trajalo. Mali medvedek se zagleda v mamin okrogli trebuh in zajeclja. Kaj pa, če boš nekega dne imela nekoga bolj rada kot mene? Bolj rada kot tebe? To pa ni mogoče. Morda bom imela koga drugače rada, vendar to ne bo ničesar spremenilo. Mama medvedka naredi vozel na nitki, jo pregrizne in odloži jopič. Medvedek ga obleče in sklene, da se bo šel igrat s prijatelji. Pa se spomni. Mami, in kaj bo, če bom imel kdaj jaz koga bolj rad kot tebe? Mamica ga mirno pogleda. Kogarkoli imaš lahko rad, sine. Jaz bom tebe vseeno vedno imela rada. Kako nežna in pomirjujoča zgodba. Medvedek je le spoznal, da je mamina ljubezen nekaj res posebnega in edinstvenega. Ne mine, ne zbledi, a vedno najde pot do srca. Ljubezen, ki je močna, tudi ko je dan naporen, ko se kaj zmotimo ali ko nas je strah. Draga Amina, naj te ta pravljica vedno spomni, da si ljubljena takšna kot si, v veselju, dvomih in vseh tvojih barvitih trenutkih. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še slovenski pravljici, nastali izpod peresa slovenskega pisatelja Zorana Steinbauerja z naslovom Kje ima hiša srce. Prijazno vabljeni k poslušanju. Pravličen pozdravček slavljenki Amini, ter pa seveda vsem ostalim poslušalcem pravličnega sveta v mojem knjižnem kotičku. Čau, čau! Kako luštna pravljica.